Danes so z nami minister za zdravje gospod Janez Poklukar, pediater Denis Baš, ki je z nami preko Zoom povezave, in pa direktorica Zdravstvenega doma Postojna, primarij Irena Vatovec. Vse tri goste lepo pozdravljam. Preden pa besedo predam ministru, še kratko obvestilo oziroma tudi prošnja. Klicni center danes poroča, da so izredno preobremenjeni številnimi klici, so v polni sestavi, na vaše klice odgovarja namreč kar 15 svetovalcev, na vse klice se trudijo odgovoriti, vse vas pa prosim za potrpljenje. Besedo pa sedaj predajam ministru. Izvolite. Spoštovani, danes bom skupaj s predstavnikom pediatrov in pa družinskih zdravnikov predstavil spremembe protokola testiranja. Zahvaljujem se pediatru Denisu Bašu in primarij Ireni Vatovec, direktorici Zdravstvenega doma Postojna, da sta danes tukaj z nami. V zadnjih letih v zadnjih 2 letih je bila sprejeta množica ukrepov in navodil. Veliko število je posledica tega, da imamo opravka z virusom in boleznijo, ki se neprestano spreminja. Zato so se spreminjala tudi navodila in priporočila. Strokovnjaki se dnevno učijo o virusu, ga prepoznavajo in odkrivajo načine za obvladovanje ter preprečevanje bolezni. Cilj vseh nas, ki smo delovali na tem področju, vse skozi ostaja enak in se ne spreminja. To je čim prej premagati virus. Zato je prav, da ukrepe prilagajamo novim spoznanjem in odkritjem in na ta način omogočimo vzdržnost našega zdravstvenega sistema. Dovolite pa mi najprej na kratko par besed o stanju v naših bolnišnicah. Na današnji dan je hospitaliziranih 818 bolnikov, kar je, mislim, da 165 več kot prejšnji ponedeljek. Od tega jih je bilo na intenzivni negi 138. Zaradi omenjenega povečanja števila bolnikov smo konec prejšnjega tedna na novo aktivirali splošno bolnišnico Trbovlje. Tako je trenutno aktiviranih 13 COVID bolnišnic. Glede na to, da nas je v teh dneh v bolnišnicah Omikron ponovno nekoliko dodatno mobiliziral in da je bila prejšnji teden predstavljena sprememba organizacije bolnišnic, kajti živimo novo realnost, pa bomo zato z jutrišnjim dnem tudi pričeli na nov način poročati podatke, ali je nekdo hospitaliziran zaradi COVID-a ali pa ima COVID kot pridruženo bolezen. Podatek za danes pa je sledeč. Od skupnega števila hospitaliziranih je bilo na navadnem COVID oddelku 394 hospitaliziranih zaradi COVID-a in 286 s COVID-om kot pridruženo boleznijo. V enotah intenzivne terapije pa je bilo 119 hospitaliziranih zaradi osnovne bolezni COVID-a in 19 s COVID-om kot pridruženo boleznijo. Ker pa je v zadnjih dneh veliko vprašanj in morda še vedno premalo poznavanja in razumevanja, kaj vse pomenijo in prinašajo izjeme od karantene, mi morda dovolite, da na začetku ponovim tudi izjeme od karantene, ki so stopile v veljavo že 10.1. In sicer so izjeme od karantene osebe, ki so prejele poživitveni odmerek, se pravi 3. odmerek. To je zelo pomembna izjema. S to izjemo gremo nasproti gospodarstvu, kritični infrastrukturi, celotni družbi, saj s tem pomembno znižamo število odsotnih na delovnem mestu. Enako velja tudi za osebe, ki so prebolele COVID in je od okužbe poteklo več kot 10 dni, obenem pa so bile polno cepljene. Zaporedje, prebolevnost, polno cepljen pa ni važno, kajti ta odkritja in nova spoznanja so nam predstavili pred dnevi epidemiologi in smo jih seveda v korist nas vseh uvedli kot izjemo od karantene.
Kot izjema od karantene pa od 10. januarja veljajo tudi vse prebolele osebe, pri katerih je od začetka okužbe minilo več kot 10 dni, pa hkrati ni poteklo več kot 45 dni od začetka bolezni. Ker pa se virus ves čas spreminja in ker poskušamo prilagajati ukrepe na način, da je naše življenje vse bolj podobno življenju pred pandemijo, pa smo 19. januarja kot izjeme od karantene navedli oziroma vnesli tudi vse osebe zaposlene v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanje. Te osebe morajo 7 dni po stiku, se pravi po visokorizičnem stiku, vsakodnevno opraviti hitri antigenski test ali hitri antigenski test na delovnem mestu. Hkrati morajo uporabljati FFP2 masko in pa v stiku izven delovnega mesta obvestiti delodajalca, da lahko začne seveda izvajati omenjen protokol. Hkrati smo isti dan kot izjeme od karantene uvedli tudi vse učence, dijake in študente. Tudi oni se morajo vsak dan v primeru tesnega oziroma visokorizičnega stika testirati s hitrim antigenskim testom za samotestiranje in sicer pri pouku. Seveda tukaj obstaja izjema, da vkolikor je več kot 30% učencev okuženih, gre cel oddelek v karanteno. Enako velja tudi za vse obšolske dejavnosti. Podobno pa gre v karanteno tudi oddelek predšolskih otrok, ko je v oddelku okuženih oziroma obolelih za COVID-om 30 ali več procentov otrok v omenjenem oddelku. Kot sem že pred dobrim mesecem dni sporočil in vas skupaj z širšo, tako strokovno, kot tudi vso medijsko javnostjo obveščal in zaveščal tudi preko dnevov cepljenja, pa bo z jutrišnjim dnem prišlo do spremembe in sicer do uveljavitve omejitev veljavnosti potrdila, digitalnega COVID potrdila o cepljenju na 270 dni. Ta odločitev je bila v Sloveniji sprejeta 17. decembra lansko leto, na ravni Evropske unije pa 27. decembra. Prebivalci smo imeli vmes dovolj časa, da smo se cepili s poživitvenim odmerkom in tako zaščitili seveda najprej svoje zdravje, prav tako pa imamo s tem veljavno in do nadaljnjega neomejeno veljavnost QR kode, ki smo jo s tem pridobili. Še enkrat poudarjam, tudi iz tega namena smo organizirali dneve cepljenja, da seveda ne bi bilo ozkih grl na cepilnih mestih oziroma da ne bi kdo ostal brez pravic, ki so uveljavljene oziroma jih je moč uveljaviti na podlagi QR kode. Dovolite pa mi, da to tudi na kratko opišem. Prosim za predvajanje prezentacije. In sicer so cepljeni s poživitvenim odmerkom dobili neomejeno veljavno potrdilo. To so vsa potrdila 3/3 in potrdila 2/1. Kot cepivo poživitvenega odmerka se upošteva samo mRNA cepivo, se pravi cepivo proizvajalca Pfizer ali Moderne. Do danes se je s poživitvenim odmerkom cepilo preko 587.000 ljudi. Digitalno COVID potrdilo velja neomejeno tudi za otroke od 6. do 18. leta. Polno cepljeni brez poživitvenega odmerka pa bodo z jutrišnjim dnem imeli veljavnost QR kode 270 dni od zadnjega cepljenja. To so potrdila 1/1 in 2/2. To pomeni, da morajo vsi praviloma cepljeni pred 1. majem v lanskem letu za nadaljnjo veljavnost QR kode po polnem cepljenju imeti tudi poživitven odmerek. Sicer poživitven odmerek z mRNA cepivom. Ko pa govorimo o prebolevnosti, je treba tudi poudariti pravilo, in sicer cepljeni s prvim odmerkom cepiva v 180 dneh po prebolevnosti se ravno tako prizna polna cepljenost že po prvem odmerku. To pravilo smo uvedli septembra, predtem je veljalo 240-dnevno obdobje, vendar mislim, da se je uspešno uvedlo in da je v Sloveniji tudi dobro zaživelo.
Ker smo glede pravil za izdajo evropskega potrdila vezani na evropsko uredbo, ki določa pravila, se prebolevnost v povezavi s cepljenjem v kombinaciji, ki omogoča neomejeno veljavnost, prizna le v zaporedju, da je oseba najprej prebolela, nato pa je bila pravočasno cepljena s prvim odmerkom in nato še z drugim odmerkom. Se pravi kombinacija, če lahko ponazorim s črkami, P kot prebolel, se upravičujem, in C kot cepljen, se pravi P plus C plus C. Sedaj pa mi dovolite, da predstavim tudi nov protokol testiranja. Z jutrišnjim dnem uvajamo spremembe protokola testiranja. Prejšnje spremembe so nam omogočile, da smo bili kot odgovor na situacijo ustrezno pripravljeni. Naši laboratoriji so z reorganizacijo in z zadnjimi močmi zmogli zagotoviti vse potrebne PCR rezultate. Tako lahko ugotovimo, da je bila zadnja sprememba protokola nujna, a hkrati uspešna. Za novo spremembo pa bomo ukrepe prilagodili na način, da bomo z virusom lažje živeli. Sprememba testiranja je torej namenjena obvladovanju virusa, zaščiti zdravstvenega sistema, zaščiti zaposlenih v zdravstvenem sistemu pred izgorelostjo, enostavni dostopnosti prebivalcev do testov in nenazadnje tudi smotrni porabi sredstev. V tem trenutku, ko je med ljudmi velika razširjenost oziroma prevalenca obolelih s COVID-19, je uvedba sprememb protokola smiselna. Gre pa za začasen ukrep, dokler je virus med populacijo tako močno razširjen. Ko se virus v populaciji zmanjša v svojem obsegu, bo seveda to verjetno terjalo nove spremembe, vendar ta trenutek je to s prej omenjenih razlogov najbolj pomembno in najbolj učinkovito ter smiselno. Vsem tem seveda sledimo priporočilom stroke. Država, ki za potrjevanje okužb priznava hitri antigenski test in ne samo PCR, je na podlagi stroke širom po Evropi že uvedla podobne pristope. Tukaj ne izpostavim Španijo, Švedsko, Dansko, Finsko, Hrvaško, Ciper, Češko republiko, Norveško, Slovaško, Italijo, Litvo, Madžarsko. Na enak oziroma podoben protokol pa naj bi se pripravljali tudi Nemčija in pa Avstrija. Skratka, 12 držav ima že uveden podoben protokol, danes se pridružuje Slovenija, v naslednjih dneh pa, kot sem rekel, naj bi se na to pripravili tudi Nemčija in pa Avstrija. Prosim seveda sedaj za prosojnice za lažjo predstavitev. S 1. februarjem torej uvajamo slovensko COVID potrdilo o hitrih antigenskem testu, ki je pozitiven. Kje je pomembna razlika? Evropsko potrdilo začne veljati 11. dan po potrditvi, slovensko COVID potrdilo pa 7. oziroma 11. dan za osebe, ki so izolacijo skrajšale z negativnim hitrim antigenskim testom, katerikoli dan od 7. naprej. In seveda to potrdilo velja samo za slovensko ozemlje. Pa da predstavimo protokol. Po novem protokolu vse osebe, tako brez znakov okužbe dihal, kot osebe z znaki okužbe dihal ali osebe s pozitivnim hitrim antigenskim testom za samotestiranje pristopijo pri pooblaščenem izvajalcu najprej k hitremu antigenskemu testu. Če je ta hitri antigenski test pozitiven, potem gre za potrjeno okužbo COVID-19, potrebna je usamitev oziroma izolacija in pa izdaja slovenskega digitalnega COVID-nega potrdila, kot sem prej navedel. V primeru pa, da je hitri antigenski test negativen in je oseba brez znakov okužbe, seveda s tem se, obravnava oziroma iskanje okužbe s COVID-19 v tem primeru zaključi in se ugotavlja, da je testiranec oziroma pacient brez okužbe s COVID-19. V primeru pa, da je hitri antigenski test negativen, oseba pa ima znake okužbe dihal, potem se seveda ta oseba za 72 ur samo izolira.
oziroma gre v osamitev, tako pri drugih respiratornih okužbah, kot so gripa, respiratorni virus, respiratorni sincitiski virus in podobno. In po 72 urah, se pravi po 3 dneh, ukolikor so znaki okužbe še vedno prisotni, oziroma ukolikor niso prisotni, se seveda s tem obravnava iz razloga COVID-19 zaključi in se smatra, da je bil test pred 3 dnevi negativen in seveda tudi klinični potek potem bolezni pokazal, da COVID-a pri bolniku ni bilo. Kar naprej, prosim. Ukolikor pa je po 72 urah so še vedno prisotni simptomi, potem pa se ponovno opravi hitri antigenski test pri izvajalcu in v primeru negativnega izvida je seveda jasno, da sedaj bolnik COVID-19 praviloma nima, vendar če so simptomi izraziti, se seveda še vedno predlaga pregled pri izbranem zdravniku. Ukolikor pa je hitri antigenski test pozitiven, je jasno, da gre za potrjeno okužbo s COVID-19 in je potrebno enako postopati, kot če bi bil ta test pozitiven že v samem začetku, se pravi, pristopi se z osamitvijo oziroma izolacijo in pa seveda potem v nadaljevanju izdajo slovenskega digitalnega COVID potrdila. Kdaj pa potem iti, če sploh iti na PCR test? Naprej, prosim. Seveda na PCR test je možno oziroma je potrebno, kadar to presodi osebni zdravnik, pediater oziroma katerikoli zdravnik, ki obravnava bolnika. V to skupino seveda bolnikov, ki jih napotujejo zdravniki na preiskave, praviloma spadajo kronični bolniki, nosečnice, imunokompromitirani in pa otroci, ki imajo povečano tveganje za rizičen potek bolezni. Seveda pa se PCR lahko izvaja iz drugih razlogov, kot je zdravstvo, vendar na podlagi samoplačniškega naročila oziroma izvedbe. Se pravi, PCR metoda je pri nas rezervirana in postavljena zato, da se jo poslužujejo zdravniki, kadar jo potrebujejo za obravnavo bolnika. Kadar jo potrebujemo prebivalci iz drugih razlogov, je seveda to preiskavo moč opraviti, vendar samoplačniško. Če sedaj še pogledamo celoten protokol prenovljen, kot vidite, z novim protokolom ni potrebno več hitrega antigenskega testa potrjevati s PCR metodo, tako da se že v primeru pozitivnega testa izda slovensko digitalno potrdilo in na ta način zaključi obravnava z vidika zdravstva. Je pa seveda potrebno še naprej izvajati vse ukrepe, tako samoizolacijo in seveda uspešno zaključiti okrevanje, ter potem, vkolikor je ta hitri antigenski test pa negativen in nimamo znakov za okužbe, se sama obravnava zaključi, vkolikor pa vidite, da je negativni in ima bolnik znake okužbe dihal, sledi protokol nadaljevanju in se seveda tudi do konca spelje diagnostika oziroma zdravljenje po prej predstavljenem. Ko govorimo o novem protokolu, je treba poudariti, da potrdilo bo imelo QR kodo, po naboru podatkov pa je enako evropskemu digitalnemu potrdilu o hitrih antigenskih testih, s to razliko, da se na potrdilu izpiše, da je bil rezultat pozitiven, torej da je virus zaznan. Potrdilo se bo preverjalo z isto aplikacijo kot evropsko potrdilo. Vendar poudarjam, slovensko digitalno potrdilo, tako kot vsa digitalna nacionalna potrdila v prej naštetih državah, velja zaenkrat samo v Sloveniji. S potrdilom se torej ne da prehajati v druge države. Glede na napovedi Evropske komisije in glede na to, da polovica držav uvaja ta sistem, se bo verjetno v kratkem možnost izdaje potrdila na podlagi hitrih antigenskih testov uvedla tudi širom po Evropi. Računamo, da bo večina teh potrdil lahko kasneje tudi izdana
kot evropsko potrdilo o prebolevnosti. Ker pa pravila na evropski ravni še niso določena in ker ni jasno, od kdaj se bodo evropska potrdila izdajala, točno informacijo o tem ali pa zagotovila ne moremo podati. Koliko potrdil pa se bo kasneje lahko pretvorilo na ta način, ravno tako v tem trenutku ni moč podati. Da zaključim, spoštovani. Še enkrat bi rad poudaril, da so ukrepi in protokoli, ki jih izvajamo, ves čas na prepihu in se prilagajajo in spreminjajo zaradi tega, ker se spreminja virus. Enako velja za bolezen COVID-19, ki je danes drugačna, kot je bila pred 2 letoma, in tudi zato, ker se spreminjajo načini, kako lahko pandemijo obvladujemo. Vas, državljanke in državljani, prosim za potrpljenje, hkrati pa tudi za dosledno upoštevanje ukrepov in priporočil stroke, kajti zgolj s skupnimi močmi lahko premagamo virus. Novinarsko konferenco pa bom zaključil s previdnim, vendar optimističnim pogledom v prihodnost. Razmere v bolnišnicah budno spremljamo. Vrh okužb se nam vse bolj jasno izrisuje, v bolnišnicah se nam tudi kaže slika, kaj nam bo omikron prinesel. Vse skupaj kaže, da se virus vendarle spreminja v nekaj, kar bomo lahko obvladali z drugačnimi družbi in nam vsem prijaznejšimi pristopi. Ne želim navajati, da bomo v prihodnje ukrepe sproščali, ampak želim poudariti, da jih bomo prilagajali. Prilagajali pa jih bomo tako, da bomo lažje živeli, da se nam bo obetala neka stara normalnost, ki pa bo še vedno prilagojena virusu, ki bo ostal z nami v takšni ali drugačni različici. Prilagajati se bomo začeli na to, da ta virus postopno postaja endemičen. Skupaj z epidemiologi, infektologi, mikrobiologi, družinskimi zdravniki, pediatri, svetovalno skupino pretresamo ukrepe dnevno. Kako v tej novi, zelo drugačni fazi pandemije iziti iz primeža virusa v družbo, ki smo jo živeli pred pandemijo. In to mora biti naš skupni cilj. Spremembe obravnave v bolnišnicah, izjeme pri karanteni in izolaciji, današnja sprememba pri testiranju. Vse to so koraki v tej opisani smeri. Upam, da bomo lahko že v kratkem lahko ponovno prilagodili ukrepe, ki bodo še bolj prijazni, še bolj sprejemljivi in nam omogočali še bolj odprto družbo. Na tem mestu pa mi dovolite, da se ponovno zahvalim vsem državljankam in državljanom za potrpljenje, solidarnost in upoštevanje priporočenih ukrepov ter izvajanje vseh v zadnjih dneh navedenih protokolov. Zahvalil pa bi se tudi medijem, ki vsakodnevno pripomorete k ozaveščanju in informiranju naših državljank in državljanov. Posebna zahvala gre tudi vsem zaposlenim v zdravstvu, šolstvu in sociali, ki so, tako kot vselej do zdaj, pomagali, da imamo delujoče zdravstvo, delujoče domove starejših občanov in da imamo šole odprte. Hvala. Minister, hvala lepa. Na novinarsko konferenco bomo nadaljevali s predstavitvijo primarije Irene Vatovec, potem bo sledila še predstavitev gospoda pediatra Baša, potem pa bodo vsi trije gostje na voljo za vprašanja. Gospa Vatovec, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj in seveda hvala ministru za zdravje, da se je odločil, da me povabi za govorko in sicer govorim v imenu primara. Na kar sem ponosna, ker sem predana tej stroki in kot veste, na tiskovnih konferencah ni bilo veliko prostora, da bi govorili o primaru, kar je seveda nam veselje, kar lahko pomeni, da delamo dobro in obvladamo situacijo v primarnem zdravstvu. Kaj v bistvu na primaru počnemo? Vemo, da je primar baza zdravstva in da je napotenih nad sekundar samo 10% bolnikov. Torej 90% potreb bolnikov s COVID-om in tudi ostalih zmoremo in opravimo v primarnem zdravstvenem varstvu.
Kar se bolnikov covida tiče, govorim o ambulantah družinske medicine, otroškem šolskem dispanzerju, nujni medicinski pomoči, kjer smo že v prvem valu storili vse, da se ga prepreči in čim prej zaključi. Imeli smo dosti več dela z bolniki, ki so bili okuženi z delta virusom, kjer smo jih tudi dnevno kontaktirali in sledili poteku bolezni, ker je bila seveda možnost komplikacij večja, da smo čim več ljudi zadržali v domačem okolju in jim nudili ustrezno oskrbo, preden so prišli v hospital. Veseli smo, da omikron ni tako agresiven, čeprav o njem še vsega ne vemo. Se pravi, ti bolniki ne potrebujejo toliko naše pozornosti, kot so bolniki z delta valom. Opravili smo pa seveda tudi vse dodatne potrebne naloge, kar pomeni, da smo organizirali centre za brise in jih izvajamo tudi sedaj in ocenjujemo, da to še vedno zmoremo. Organizirali smo cepilne centre, kjer smo precepili, da o številkah ne govorimo, preko 1 milijon ljudi. In vse to smo zmogli z dobro organizacijo in predanostjo vseh zaposlenih, za kar se jim na tem mestu seveda zahvaljujem. Ne bom govorila o izgorelosti, ki se seveda zdaj stopnjuje, posebno ker je izpad zaposlenih tudi v primaru velik. Imamo 20 do 25% ljudi odsotnih zaradi nege ali zaradi bolezni. In primorali smo oskrbeti bistveno več bolnikov z covidom, kot smo jih bili doslej. Kar se nam dogaja in je ozko grlo, je, da ti pacienti ne pridejo do izbranega zdravnika, kar nas seveda zelo skrbi, in zahvaljujem se ministru, ki nam je prisluhnil, da smo skupaj oblikovali drugačen protokol, ki bo s ciljem, da bomo omogočili ljudem, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, ustrezen dostop do izbranih zdravnikov. Se pravi, da tisti ljudje, ki so okuženi z COVID virusom in imajo lažji potek bolezni, tako rekoč sami vodijo svojo bolezen, kot ste videli po protokolu, imajo dostop tudi do diagnostike mimo izbranega zdravnika in tudi glede na potek bolezni, večina teh ljudi ne potrebuje izbranega zdravnika. Seveda pa bi želeli biti na razpolago vsem, ki imajo zdravstvene težave. In glede na nov protokol, kjer smo zdaj imeli po 50 do 90 klicev samo glede COVID virusa in nismo zmogli dovolj dobro oskrbeti drugih ljudi, zaznavali smo podaljšanje čakalne dobe na primaru, kar pomeni krizo za zdravstvo in to je tudi alarm, da bo prišlo do zloma zdravstvenega sistema. Ti ljudje, ki so ostali na cesti, so prvič ogroženi zaradi zdravja, raste nestrpnost, ki smo jo tudi zaznali, in večji obisk nujne medicinske pomoči, ki je namenjena nujnim dogodkom, ki jih v tem času pa nažalost ni bistveno manj. Torej, naša naloga je omogočiti dostop do izbranega zdravnika, ki bolnika pozna, ki ga ustrezno vodi in seveda prepreči hospitalizacijo, ker je to tudi eden naših glavnih ciljev. S tem, da bodo bolniki sami, tako rekoč sami diagnosticirali bolezen, da bodo imeli možnost dostopa do izbranega zdravnika samo tisti, ki imajo zdravstvene težave, bomo ponovno omogočili, da smo na primaru na razpolago res vsem našim bolnikom, ki so bolni. Ob tem bi jim seveda želeli nuditi tudi psihološko podporo, kar bomo počeli z vključevanjem naših sodelavcev, ker so ti ljudje, ki so bolni, v vedno večjih tudi čustvenih stiskah in je to tudi eno od naših poslanstev. Za zaključek bi povedala, da seveda želimo in pričakujemo, da se epidemija čim prej konča. Vsi zdravniki na primaru želimo ponovno začeti, tako kot v starih dobrih časih, obravnavo res bolnikov in kar nas najbolj skrbi in bi radi čim prej začeli tudi s preventivo. Kajti opuščanje teh storitev se bo nekoč poznalo na populaciji. Zahvaljujem se vsem mojim sodelavcem na primaru in vsem ostalim deležnikom, ker skupaj obvladujemo epidemijo, kot so vsi župani, Rdeči križ, civilna zaščita in seveda tudi naš vrh, to je Ministrstvo za zdravje, ki nam daje ustrezne usmeritve. Verjamem, da bomo skupaj zmogli. Hvala.
Hvala lepa tudi vam. Pa še vidik pediatrov. Dr. Baš, ponovno pozdravljeni. Upam, da se slišimo. Izvolite. Pozdravljeni. Zelo lepo je bilo v bistvu povedano strani dr. Vatovčeve, tako da bi jaz mogoče v imenu primarnih pediatrov, šolskih zdravnikov poudaril, da se nam zdi ta način testiranja, za katerega smo se tudi mi zavzemali v trenutni situaciji najboljši in da v bistvu pomeni varen način, naprimer za otroke, ki so simptomatski, asimptomatski in so pozitivni na teh hitrih testih, da je to v bistvu res COVID. Naj poudarim, da vsi tisti otroci, ki imajo tveganja za hujši potek, se pravi, to so onkološki bolniki, otroci po transplantacijah z imunskimi pomanjkljivostmi, z hujšimi srčnimi boleznimi, tisti pod 6. mesecem starosti. Vsi te bodo seveda še naprej dobili PCR testiranje, posvet seveda z pediatrom, šolskim zdravnikom, medtem ko računamo, da na srečo, ker omikron pri otrocih res poteka večinoma z blažjimi simptomi, da bomo vse te otroke, ki v bistvu ne potrebujejo naše obravnave, so pa pozitivni na teh domačih testih, imajo COVID v domačem okolju, da bodo res šli na ta testiranja pri pooblaščenih izvajalcih, da potem se potrdi bolezen. Pomembno je to zaradi same izolacije, da ne hodijo v šole, v vrtce in da potem, bom rekel, se večina otrok še vedno lahko šola in normalno živi. Jaz bi mogoče še poudaril, da tudi v primarni pediatriji smo v bistvu podali glas za spremembo tega načina, ker smo opažali res enormne številke tako telefonskih klicev, elektronskih sporočil, ki so šle po nedeljkih, torkih tudi čez 100 na ambulanto in v tej masi, bom rekel, ljudi, ki so bili zaskrbljeni oziroma jim je bilo nejasno, koliko časa zdaj otrok, ki ima COVID, naj ostane doma, kaj zdaj to pomeni mogoče za sorojenca, gre v karanteno, ne gre v karanteno, da ta način, bom rekel, protokola bo zmanjšal to vrstna vprašanja in povečal našo dostopnost, zaradi tega, ker tudi pediatri se srečujemo z izpadom v naših vrstah zaradi omikrona, tako zdravnikov, medicinskih sester, nemalokrat en pediater oziroma tim ambulante obravnava po 2 ali 3 ordinacije, nadomešča kolege in v vseh teh številkah pa so otroci, ki pa tudi potrebujejo hiter pregled pri zdravniku in lahko naprimer že zamik nekaj ur ali pa mogoče en dan, da se prebijemo čez vse ta sporočila, pomeni tveganje za otrokovo zdravstveno stanje. Dobro je, da se nakazuje, da tudi pri otrocih, če smo imeli po delta različici več otrok z tem večorganskim vnetnim sindromom, ki je nastal 2 do 6 tednov po lahko tudi asimptomatsko preboleli okužbi, se trenutno nakazuje, da bi bilo teh zapletov po omikronu manj pa je tudi, bom rekel, drugih komplikacij. Tako da, če pogledam naprej, vidim v bistvu res zelo pomembno, da se te epidemije ukrepov lotimo, bom rekel, skupaj, da v vseh teh skupinah tudi naprej pričakujemo, da bomo moči združili tako epidemiologi, infektologi, kot tudi pediatri, družinski zdravniki, se pravi, ker omikron oziroma COVID je pač bolezen, s katero
se moramo naučiti živeti in jeseni bi radi, da z temi ukrepi, bom rekel, čim bolj normalno živimo. Tako da tudi jaz bi se na tem mestu zahvalil ministru, da je prisluhnil našim, bom rekel, pozivom in tudi v prihodnje upam, da bo to sodelovanje dobro. Hvala lepa za vašo uvodno predstavitev. S tem odpiramo prostor za novinarska vprašanja. Kot običajno novinarke in novinarje lepo prosim, da povedo, za katerega izmed 3 gostov je vprašanje. Prvo vprašanje bo pa zastavila Špela Lobe, 24 ur. Prosim. Pozdravljeni, za ministra imam vprašanje, in sicer kako bo zdaj v tem spremenjenem protokolu testiranja se spremljalo število okužb, dnevnih okužb, da bo neka primerjava, ali epidemija narašča oziroma pada. Hvala. Ja, najlepša hvala za to vprašanje. Kar se tiče samega beleženja in spremljanja okužb, se pravi, danes ob polnoči začne veljati protokol, s katerim pozitivni hitri antigenski test pomeni okužbo. Tako da je pa seveda tudi omogočeno in pripravljeno, da se hitri antigenski test in pa PCR-ji ne seštevajo pri eni osebi, ampak se šteje samo eden. Minister, hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja Rebeka Tomadus, Svet na kanalu A. Lepo pozdravljeni, tudi jaz bi imela 2 vprašanje za ministra, in sicer kako bo, če lahko samo še enkrat osvežite, da bodo ljudje lažje razumeli glede priznavanja izolacije, ko bomo pozitivni na hitrem testu, velja to enako kot prej za PCR, in pa koliko časa bo veljalo to slovensko digitalno potrdilo. Ja, hvala za ti 2 vprašanje. Zdaj, kar se tiče izolacij. Izolacija kot taka je, bom rekel, strokovni termin, s katerim se preprečuje nadaljnje širjenje okužbe s COVID-19. Zato se v tem delu ne spreminja ničesar. Še naprej se prekine izolacijo 7. dan s hitrim antigenskim testom. Lahko tudi 8., 9. ali 10., vkolikor se pač prej ne prekine, pomeni, da 11. dan dobiš digitalno COVID potrdilo, se pravi slovensko digitalno COVID potrdilo. Zaenkrat slovensko seveda potrdilo oziroma o prebolevnosti je skladno z evropskim, se pravi, da velja 180 dni. Se pa, tako kot se spreminja ves čas virus, tudi tukaj v Evropi na široko pogovarjajo o spremembah, ampak zaenkrat je velja evropska direktiva oziroma evropska uredba, pri kateri velja, da je prebolevnost 180 dni, in enako velja tudi za slovensko digitalno potrdilo. Hvala. Hvala tudi vam. Sergeja Hadner, hvala, bo zastavila naslednje vprašanje. Sergeja Hadner, hvala, Žurnal 24. Jaz bi imela najprej vprašanja za gospoda ministra. Zanima me najprej, ali se z jutrišnjim dnem spreminja tudi veljavnost negativnega testa, s katerim se dokazuje PCT-pogoj, torej koliko časa velja negativni hitri test in koliko časa negativni PCR test. Zanima me, če morda imate podatek, koliko hitrih antigenskih testov se je na PCR testih v zadnjih tednih izkazalo za lažno pozitivne. Tretja stvar, ki bi vas pa rada vprašala, pa je, večkrat ste omenili evropsko direktivo, ki pač drugače jemlje prebolevnike, ki so bili najprej cepljeni, kot tiste prebolevnike, ki so bili kasneje cepljeni. Pri prvih je veljavnost QR koda omejena, pri drugih ne. Pa me zanima, ali glede tega na ravni Evropske unije poteka kakšna razprava za kakršnokoli spremembo, oziroma ali so kakšna strokovna dokazila, da se odpornost pri tem vrstnem redu prebolevanja in cepljenja razlikuje. Potem bi pa prosila še za eno pojasnilo gospoda dr. Baša. Informacije iz Velike Britanije in Danske so bile, da se ta podstopnja omikrona BA.2 hitreje širi med otroci, pa me zanima, če je to
zdaj že tudi potrjeni oziroma ste zaznali tudi vi? Hvala lepa. Najlepša hvala za ta vprašanja. Seveda z jutrišnjim dnem, s 1. februarjem, se ne spreminja trajanje veljavnosti negativnega hitrega antigenskega testa oziroma negativnega PCR testa. Kar se tiče lažno pozitivnih testov, se pravi hitrih antigenskih testov, po podatkih, ki jih imam, spremljamo ves čas te podatke, imam v glavu podatek, lahko vam pa pošljemo preverjenega, da približno 5% testov se izkaže lahko kot lažno pozitivnih, ampak dejstvo je, da gremo lahko na protokol, ki smo ga danes predstavili, gremo seveda lahko, tako presoja stroka, na podlagi izredno velike razširjenosti virusa, oziroma temu se reče prevalenca strokovno, v populaciji. Ko bo enkrat prevalenca oziroma razširjenost virusa v populaciji padla, zagotovo ta metoda ni in ne bo več prava. Ampak v tem trenutku je pa to z vidika zdravstva najbolj učinkovit ukrep za obvladovanje vse širine, ki jo zdravstvo mora obvladovati, po drugi strani za poenostavitev samih protokolov in razumevanje strani prebivalcev, tako da je ta trenutek z tega vidika ukrep praktično nujen. Kar se pa tiče samega statusa nekoga, ki je prebolel in bil hkrati polno cepljen, in razlik med tem, ki je najprej prebolel in bil na to polno cepljen, in tistim, ki je bil cepljen pa potem prebolel ali kako drugače, seveda iz vidika priporočil stroke epidemiološke smo mi v izjeme od karantene to zapisali, da so ti izjema od karantene. Na evropskem nivoju poteka diskusija o tej spremembi, se pravi, da bi bili tudi vsi ostali vključeni v ta protokol, ko velja evropsko digitalno potrdilo neomejeno, in tudi na zadnjih razpravah smo mi podprli to rešitev, pa vendar zaenkrat, se pravi, evropska uredba tega še ne prinaša oziroma ni bila spremenjena v tej smeri, lahko pa, jaz mislim, da bo tudi evropska uredba mogla biti bolj fleksibilna in se spreminjati in prilagajati spremembam, ki jih prinaša COVID oziroma ta trenutek Omikron, da tudi tukaj lahko pričakujemo, nismo pa ključni in odločujoči, da seveda do te spremembe pride. Minister, hvala lepa za pojasnila. Pa še dr. Baša, prosim za njegov odgovor. Ja, glede v bistvu te nove variante podenote Omikrona, vsaj pri nas nismo zaznali, da bi bila težava hospitalizacije. Res so podatki, da se še nekoliko hitreje širi, ampak glede težjega poteka pri otrocih oziroma povečanih hospitalizacijah pa zaenkrat pri nas tega ne opažamo in tudi ne pričakujem. Je pa res, da tudi Omikron kot tak, predvsem pri mlajših otrocih, lahko kot vsaka druga virusna okužba povzroči predvsem slabšo ješčnost in iz tega potem predvsem otroci, bom rekel, pod 1 letom starosti lahko dehidrirajo in zaradi tega so bili te otroci sprejeti v bolnišnici. Ni se pa izkazalo, da bi povzročalo to težave kot na primer respiratorni sincicijski virus, ko pride do okužb spodnjih dihal ali kakšnih drugih zapletov. Hvala lepa za vaš odgovor. Še 2 prijavi za vprašanje imamo. Najprej Špela Bezjak, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Imam pa vprašanje za gospoda ministra, tudi glede teh pravzaprav potrdil vseevropskih. Zanima me zdaj, vse več Slovencev, tako tudi drugih Evropejcev, je virus prebolelo že 2-krat in je ob tem tudi so polno cepljeni. Kaj se torej svetuje in zdravstveno in potem glede na potrdilo zanje, naj se torej cepijo tudi 3. In pa še drugo vprašanje, kaj velja oziroma če veljajo vsa ta pravila glede potrdil čisto enako tudi za vse mladoletne, ali lahko pričakujemo, da mogoče za otroke, tiste, ki so se seveda cepili, in mladostnike, da bo prišlo do kakšne spremembe. Hvala lepa. Najlepša hvala za vprašanja. Bom začel zadaj.
pri otrocih. Kar se tiče otrok in pa digitalnega COVID-nega potrdila pri otrocih, ta trenutek zaradi tega, ker pri njih ni omogočeno, da bi se cepili s poživitvenim odmerkom, je seveda veljavnost digitalnega COVID-nega potrdila neomejena. Seveda pa na EMI poteka razprava o tem, komu, ali to nad 12 let, ali to nad 6 let, ali kako drugače omogočiti tudi tretji oziroma poživitveni odmerek. Vendar končne odločitve EMA še ni sprejela. Vemo, da so to sprejele nekatere države, sosedne. Pri nas stroka zaenkrat ni še prejela te odločitve, verjetno še manjka podatkov, kajti ključno je varnost cepljenja, varnost naših otrok, in ko bo za to dovolj trdnih podatkov o varnosti in učinkovitosti, bomo seveda o tem tudi spregovorili oziroma povedali, ali bomo pri nas tudi uvedli tretji poživitveni odmerek za vse otroke ali ne. Tako da tukaj počakamo odgovor stroke. Kar se tiče protokolov prebolevnosti, seveda velja ta trenutek več variant. Seveda tista, ko si najprej prebolel in bil cepljen znotraj 180 dni s prvim in potem še s poživitvijo, ta QR kodama velja neomejeno. Seveda problem nastane, ko je bil nekdo polno cepljen in potem prebolel, kajti zaradi polne cepljenosti mu po novem protokolu oziroma spremembami uredbe evropske ta velja 270 dni. Vendar, če je kasneje zbolel s prebolevnostjo, mu pa ta prebolevnost vseeno tudi velja 180 dni. Tako da za to obdobje se seveda od zadnje prebolevnosti lahko podaljšuje tisto obdobje, ki ga je prinašala QR koda zaradi polnega cepljenja. Upam, da sem tukaj uspel odgovoriti. Hvala lepa. Rebeka Tomadus, Svet na kanalu A, ima še eno vprašanje, izvolite. Še enkrat lepo pozdravljeni. Imela bi še zadnji dve vprašanji za ministra Poklukarja. In sicer odzemnih mest za hitre antigenske teste vemo, da je kar nekaj, in številni pa brisa ne vzamejo tako, kot se priporoča, le rahlo pobrišejo po nosu. Obstaja tu verjetno velika možnost, da bi lahko prišlo do večjega števila lažno negativnih testov. Kaj v tem primeru? Številni ljudje tudi pravijo, da recimo jim hitri ni pokazal takoj pozitivne okužbe, šele na to PCR oziroma več hitrih testov je pokazalo pozitivni rezultat. Moje drugo vprašanje pa, kaj s tistimi, ki bodo recimo še danes pozitivni na PCR test, bodo pa naročeni šele jutri ali pa pojutrišnjem? Velja tudi za njih ta nov protokol že, ali bodo ti vseeno šli še na PCR? Hvala za ta vprašanja. Protokol začne veljati v polnoči, tako da s tem trenutkom se začne spreminjati obravnava, tako da vse tiste državljanke in državljane, ki pa so v procesu diagnostike okužbe s COVID-19 že danes, pa prosim za potrpljenje in razumevanje, da moramo na presečni datum vzpostaviti tako informacijsko podporo, kot tudi se temu, novi realnosti prilagoditi oziroma je začeti izvajati vsi izvajalci, tako da danes veljajo pravila, ki so predpisana v odloku, jutri pa začnemo z novo spremembo in tako da od jutri naprej nov režim. Kar se tiče senzitivnosti oziroma izvedbe hitrih antigenskih testov, je seveda pomembno, da je ta na vstopnih točkah profesionalno odzet. To se tudi pričakuje in to je podlaga za uspešnost končnega rezultata. Temu se reče tako imenovana preanalitična faza, in katerkoli sicer faza postopka detekcije COVID-19 ni izvedena optimalno, tudi potem analitična ali pa postanalitična, vedno seveda lahko odstopa rezultat od pričakovanega. Glede na to, da je bil že zdaj praktično protokol, da so vsi prebivalci in pa prebivalke šli pred PCR-om na hitri antigenski test, se v tem delu bistveno ne spreminja. Dejstvo je, da smo seveda potem vse hitre antigenske teste potrjevali s PCR metodo, tako da z tega vidika ne pričakujem odstopanj oziroma sprememb glede na prejšnje protokole oziroma na prejšnje dni. Hvala lepa, pa še Špela Lobej ima vprašanje, prosim.
Ja, za dr. Baša bi imela vprašanje glede cepljenja otrok med 5. in 11. letom. Kakšno je zanimanje za to cepljenje pri otrocih, ki so pri vas opredeljeni pacienti, in pa kako komentirate to, da recimo na Švedskem pa odsvetujejo oziroma ne priporočajo cepljenja teh najmlajših otrok? Hvala. Zdaj, glede zanimanja za cepljenje je v bistvu ni prav veliko. Eden od razlogov je tudi to, da imamo zdaj pač omikron, ki se res zelo hitro širi in je otroka, naprimer za otroka, ki se sedaj starši odločijo, da ga bi cepili, je kar težko speljati, ker veliko otrok je v karantenah ali prebolevajo in zaradi tega je v bistvu nastale omikron kar mal prehitel. Še vedno pa seveda vsem rizičnim skupinam kljub vsemu se priporoča, da se cepijo, ker vemo, da v bistvu se zmanjša oziroma praktično potem glede tega zapleta večorganskega vnetnega sindroma in pa dolgotrajnega covida praktično se s cepljenjem izniči, kljub temu, da se nakazuje, da po omikronu je tega manj kot po delti. Kar pa se tiče komentiranja tega, da so se pač Švedi odločili, da otrok ne priporočajo cepiti, je pa v bistvu tako, da vsaka država te odločitve sama sprejema in kar se tiče, bom rekel, same varnosti v tej skupini 5 do 11, imamo res zelo veliko otrok že, ki so bili cepljeni, predvsem podatkov iz Izraela, iz Združenih držav in tukaj jaz mislim, da je vsak dvom odveč. Je pa res, da če gledamo, kako je v bistvu z preprečevanjem same okužbe, da ne zboliš, da dobiš omikron, tukaj pa seveda cepivo ne ščiti ravno dobro, tretji odmerek nekoliko bolje, ampak kar se pa zapletov tiče, je pa še vedno smiselno. Hvala lepa še za zadnje pojasnilo. S tem smo izčrpali vsa vprašanja in novinarska konferenca je za danes zaključena. Nasvidenje.